Mislim, da je bila to tekma dveh ekip, ki so igrale dobro obrambo na današnji tekmi. Mi smo v tekmi imeli dva padca, predvsem v napadu, mogoče v obrambi. Helios je to izkoristil, nam dvakrat pobegnil na malo večjo razliko. Mi smo obakrat lovili, se na koncu tudi vrnili, imeli možnost celo za zmago. Vendar mislim vseeno na koncu Helios to tekmo zasluženo zmago. Definitivno oni dokazujejo, da so po moji oceni trenutno verjetno najboljša ekipa v ligi, kar dokazuje ne nazadnje tudi njihov rezultat in tudi igra. V tej priložnosti bi še njim čestitil, mi pa glave gor in gremo naprej v naslednje kolo. Ja, res je. Tretje kolo, druga domača tekma proti favoritu Heliosu. Rekel bi, da je bila taka, kako smo pričakovali. Težka od začetka, s malo doseženimi koši. Vemo, da proti Heliosu edino dobro obramba te lahko drži v igri do konca, tako je nas držala. Začeli smo dobro, prvi polčas je bil zelo dober, dobiti od Heliosa samo 29 točk v polčasu je odlično, mi smo dali 30, tako da je bilo vse tako, ko smo se zmenili v garderobi. V drugem polčasu so nam na našo žalost malo pobegnili, smo jih skozi tretjo četrtino skozi malo lovili. So nam ušli za 6-7 točk, na srečo smo se vrnili proti koncu. Mislim, da smo imeli svoje šanse na koncu, ko smo jih ujeli, da bi prelomili tekmo v svojo korist. Nažalost, koliko je v košarki ponovadi, na koncu na težki tekmi odloča 1-2 žoge, letos zdajle. Danes so imeli oni več sreče, več znanja, bi lahko temu rekli, tako da mi pa lahko obžalujemo, da nismo izkoristili svojih priložnosti, ker mislim, da smo danes imeli svoje šanse za zmago. Ključno fazo vsekakor mislim, da je bila 2 minute pa pol do konca, ker smo jih mi ujeli na 55-55. Mislim, da so nam oni pol naredili delni zid 7-1 z našimi neumnimi, bom skoraj rekel tako, zaključki v napadu. Oni so zadeli 2 šuta, mi smo odvalili zadnje 2 šuta in zdaj se je tekma zlomila, so nam pobegnili na 5 točk in to je bilo to, mislim, da smo lahko sami zadovoljni pa nezadovoljni z igro, ampak zaslužena zmaga Heliosa na koncu. Ja, res je, pa bom rekel, nori prvi sezoni v prvi ligi smo letos to dobro spremenili ekipo, imamo veliko novih igralcev, ampak mislim, da se počasi stavljamo, da se uigravamo. Moram priznati, da so imeli veliko smoliti s poškodami na začetku sezone. Še zdaj imamo poškodovanega Zagorca, tako da nam dosti manjka. Ampak cilji naši so letos, da postanemo en stabilen prvoligaš, nekje desetine lestvice. Če pa se slučajno pokaže možnost ali opcija za play-off, pa se kakor bomo dobro izkoristili. Da je Grosuplje je sila neugoden nasprotnik, zlasti na domačem terenu. Mislim, da bojo vsi tu težko zvlekli se, da imajo dobro ekipo, da dobro igrajo, da so raznovrstni. In ko bojo še kompletni z Zagorcem, mislim, da imajo na vseh poziciji 2 dobra igralca. Mi smo danes večje tekme bili boljši nasprotnik, pa vendar, kadarkoli smo se odlepili, smo padli. Naš problem je, da nima 10 razlike in potem nenavadno bomo stigli. To je bilo kar parkrat, tako da smo zadnjič, ko smo povedali za 11 točk in zopet padli, smo celo ogrozili svojo zmago, no na srečo smo na koncu nekako se zbrali, koncentrirali in mislim, da več kot zasluženo zmagali, kajti objektivno smo boljša ekipa. Ja, naša prva tekma na gosteh, vedeli smo, da bo težka tekma. Dobro smo se pripravili na to tekmo čez teden. Začeli smo zelo dobri in potem smo malce padli v igri. Spet v zadnji četrtini smo imeli šanco, da igramo pametno in na tekmo končamo 5 minut pred koncem, ampak smo naredili eno gluposti v napadu, ker na koncu nas je skoraj poslali v zmago, ampak smo se lahko zbrali in smo dosegali zelo pomembno zmago. Mi gremo iz tekme na tekmo, poskušamo na vsako tekmo, nima veze s tem igramo, se maksimalno popraviti in zmagati v vsako tekmo. Seveda naši cilj je, da gremo na Ligo za prvaka, in potem, ko se čujejo še Olimpija in Krka, da imamo čim boljše predstave in upam,
imel najboljši rezultat od lanske sezone, pa hočemo doseči polfinale, kar mislim, da je realen cilj. Če smo zbrani čez celo sezono, tudi glede na to, da nismo kompletni, imamo dosti poškodb, imamo dosti rezerv, bo treba vsak trening dati svoj maksimum, vsak igralec napredovati iz tekme v tekme. To je bilo ena zelo lepa izkušnja, seveda znamo, kakšni igralci so bili člani slovenske reprezentance, od vsakega igralca sem skušal nekaj vzeti in mislim, da sem kar dosti dobre stvari vzel od reprezentance, kateri bom skušal nagraditi čez sezono. Pa ves čas smo bili, bi rekel, v centri bolj skupine, na treningu in od vseh igralcev, Nagvar, Valažič, Slokar, Vidmar, Begić, od vsakega. Vsak ima eno dobro navado, eno slabo in sem skušal samo dobre stvari.